Zdaj, razlogi, zakaj ta odločitev je preselitve sedeža, so naslednji. Približno 2 leti nazaj sta bila sprejeta odlok in uredba, kjer je bilo določeno, da se naš sedež premika na Vrbino 17. Takrat o tem ravni nihče ničesar nič vprašal. Mi smo takrat to sprejeli kot tako dejstvo, tako da smo takoj po tistem od lastnika stavbe, to je Gen, pridobili dovoljenje za vpis sedeža ARAO na tem naslovu, tako da smo potem to izvedli. Tako da pravno formalno smo sedež tja prestavili. Takoj smo pa naleteli na težavo, da Gen v svojih prostorih, kjer je bil naš sedež določen, ni imel niti ene pisarne proste, da bi mi lahko tja preselili svoj sedež. Tako da smo imeli eno celo kopico težav z samim poslovanjem. Zato je bila nekak želja, da se to poslovanje ustrezno uredi, in predlog je bil, da se sam sedež firme preseli nazaj v Ljubljano, v prostore, kjer imamo vse te pogoje urejene. Da pa se seveda to ne pomeni, da odhajamo iz Krškega, da pa je v Krškem še naprej poslovna enota, tukaj so zaposleni, ki delajo. Je pa v načrtu, da se na sami lokaciji odlagališča zgradi naša, lastna poslovna stavba, v kateri bo prostora za nekje 20 ljudi in bo pač omogočala, da se vzpostavi poslovanje tako, kot je treba. V prvi fazi se sicer načrtuje, da bo zaposlenih na sami lokaciji nekje 12-15 ljudi, verjetno bo pa ta ekipa potem v prihodnje še malo zrasla. Tako da edini, razlog, ki je bil za to, da smo si želeli, da se sedež prestavi nazaj v Ljubljano, je, da se normalizira poslovanje ARAO, ker v zadnjih 2 letih so bili veliki problemi z samim poslovanjem. Iskali smo tudi druge prostore v tem okolju, ampak prostore, ki bi izpolnjevali zahteve, da lahko mi vzpostavimo, se pravi, upravno območje, da imamo ustrezno varovane prostore, da lahko tja premestimo dokumentacijo, ki je tajna in tako naprej, in nismo uspeli najti.